Marko se je vrnil, taradina rejla. Stajske. Ja, pogledajte ga, kako je rjav. Iz Ljubljanskega studia 136, To so vesti na vesti. Tako. Fajn, A sem te zamudil? Ful si zamudil, ampak res. Vest se je prodala za ful keša, eni ful hudi politični stranki. Smo ful plače, veš. Jaz sem ful dobro zmenila. To zato, ko ima eden z une stranke, ima ful rad. Denisa pa ne mara, pa sem se pa zmenila tako, da ful keša. Jaz dobim Denis bo v bistvu vsak dan delal kulturo in politiko. Res? Ti se moraš še zmeniti. Ja, ne vem, bolj mali je ostal. Andraž, ti, kako si se zmenil? Jaz delam za stojim. Kjer, no. Okay. Super, Andraž. Sam to se zgodilo. Ne, Katarina Kresal si poročila. Aha, končno. Ja. Noseča je bojda. Denis Sarkić je bil priča, ne, ni fotor. Kaj je še bilo? Mislim, da je to. Če se pa kaj spomnila, ti boš še povedala. Dajmo zdaj prebrati. Spomnila. Premijer Borut Pahor je na srečanju s predsedniki parlamentarnih strank dobil podporo slovenske politike za načelno podporo predlogu Evropske komisije za mediacijo pri reševanju vprašanja meje s Hrvaško, ki jo je vlada sprejela minuli teden. Kot je povedal Pahor, sedaj pričakujejo odgovor Hrvaške, potem pa se bo mogoče dogovarjati o modalitetah. Prompter imamo nov, to je tudi. Vidiš, koliko je hud, ha? Moja dolžnost danes je, da vas seznanim samo s tem, kar je bilo sklenjeno. In to ni bilo malo. To je dobra popotnica za slovensko vlado in za slovensko diplomacijo. Kot rečeno, slovenska stran je svoje delo z pozitivnim stališčem do pobude Evropske komisije za mediacijo opravila, ima podporo v slovenski politiki, sedaj je na potezi hrvaška stran in pričakujemo in si želimo, da bi hrvaška stran prav tako sprejela pobudo za mediacijo, ki ne ima za končni cilj določitev meje med državama, tako na kopnem kot na morju. Se ne snima v kupu, ne? Ne. Nič novega pač. A ja, pa kita imamo. Kita imamo? Ja. Tako ful velikega. Janeza. V Piranskem zalivu. A na naši strani? Ja, itak. Hrati, nimamo kita. Kit bo prevesil tehnico na našo stran. A veš, kit, kaj je ful. Se je že po moje, včeraj, ob 3 popoldan. Ko je zamahnil, je naredil. In se je vagal. Vodja prvega najpomembnejšega kadrovsko-akreditacijskega sveta, ekonomist Bogomir Kovač, je takole ocenil delo KAS-a. Dejstvo pa je, da imamo v okviru našega dela zdaj veliko več miru, kot pa smo ga imeli na samem začetku, ko pomeni, da se je ta depolitizacija KAS-a in tudi konec koncev vsega, kar se je dogajalo okoli njega, vendarle polegla do te mere, da lahko seveda veliko bolj umirjeno delujemo. Morda so tudi strani vlade spoznali, da se pravzaprav ne bo podrla država, če bo do izbori seveda nekako šli po nekem vrstnem redu in v skladu z določenimi pravili igre, ki so vendarle bili sprejeti tako strani vlade kot tudi KAS-a. No in pol še Janez Janša pa Katarina Kresal sta imela nek ful čuden spor, ne vem, mogoče sta pa zaljubljena pojma, nimam samo ona se itek poročila. In sicer v Odmevih je on tako potegnil en papir, ven, glih je bila debata. Hujš, bolj spektakularno, tako se veš, kako je Janša vam povedal. V Iberslov tako. Se nas sami kupili? Ne. Ne, ti pol povedala. Ko Iberslov je potegnil ven en papir in pol je povedal, da je to v bistvu nek magnetogram, ne, in da je on iz tega magnetograma citira Katarino Kresal. Kar pa sploh ni res, zato ker to sploh ni bilo nikoli posneto. Oni na vladi govorijo, da tega sploh nikoli niso posneti. Ni bilo nobenega tam notor, nobene mašine, ki bi snemala lahko bla 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 od njih, ne. Predsednik stranke Zares in visokošolski minister Gregor Golobič je komentiral trenutno stanje kadrovskega števca SDS, ki kaže 69 politično motiviranih kadrovskih menjav strani Pahorjeve vlade. No in pol ona tako njemu, da vsak mal, ne. Ampak fora, veš, če mi fora? Ne vem, glede na to, da je bil Woody Allen predsednik v SDS tako všeč, se mi zdi, da bo 69 tako dolgo držal. A veš 69? Ja, ful smešno, ano? Ni on. A moram izbrati. Ivo Vajgl je zanikal, da bi bil prejšnji teden on tisti, ki je klical v oddajo Studio ob 17. na Radiu Slovenija, pač pa naj bi se za sodelovanje odločili na radiju. V omenjeni oddaji sta hrvaški analitik Davor Ginjever in Slivo Devetak Silvo komentirala srečanje Boruta Pahorja in Iva Sanaderja na Mokricah.
Mimo grede, na začetku je Weigl pojasnil, da je poklican sam iz avtomobila. Ne, da je on poklical sam iz avtona, ne? Ker ga je nekako zmotilo modrovanje povabljenih gostov o medijaciji. Takole pa je komentiral namero, da bi o njegovi intervenciji razpravljal parlamentarni odbor za človekove pravice. Sej bo, no pa sej normalno, če človek si preletel iz letalom pa to. Kje smo mi doma, ja? No, jaz seveda nimam nič proti, če bom kdo povabil, bom kaj povedal, jasno. Predvsem bom povedal tudi to, da me nikoli noben birokrat ali pa drugače politično misleče ne bo pripravil do tega, da če bom jaz ocenil, da lahko koristim svoji državi in da lahko upravičim zaupanje, ki so mi ga dali ljudje, ki so me izvolili v državni zbor, bom jaz to priložnost izkoristil. Pa naj si bo za nek govor v javnosti ali pa preko medija. Vedno bom izkoristil vsako priložnost. A ja, pa Salome si bo kurca odrezala, izbral cash, zbrala. Res? Veš, to je novica, nekdo bo ostal brez tiča. Ampak Joški pa ostane, bojda. The best, veš, to, ne pa kdo je klical na RTV prvi, kdo je drugi. A ni še, en je tudi, Andrej iz Štajerske, je tudi klical na radio skozi. Pa se to skozi delajo, to smo ni nobena novica več. Pa se zato pa imajo pogovorno daje, da kdo pokliče noter, se ti ljudje so ljudje, pač pokličejo. Zdaj čas ne, da pridejo politiki pa se poščijajo na stavbo od RTV ali pa od Radio Slovenije. To bo novica, recimo, ne? A ni, no? Ne pa da kličeš, to lahko vsak človek naredi na pumpi, kjerkoli. Ljubljanski Zoran župan Janković je v odzivu na odločitev upravnega sodišča, da pobudo svetnika Mihaela Jarca za razpis referenduma o džamiji vrne ponovno na odločanje županu, dejal, da bodo spoštovali zakonodajo. Veš, se mi zdaj, res, kaj? Kurca. Na vsak način bomo spoštovali zakonodajo, ampak bomo še videli, torej, videli bomo, ali moram dovolj zbiranja podpisov. Če bomo gotovili, da to ni, pa če so sploh kakšne možnosti za odgovor na to, na odgovor. Tako da počakajte, da dobim pravno mnenje. Ne, se to ne odreže. Mislim, da ga sam spraznejo, pa ga not obrnejo. Gabno. A ja, si srečal na Tajskem kakšnega takega? Ladyboy. Ja, ful. Hello, my name is Ladyboy. Can I do something for you? Ne, pa ne, oni se delajo, da so ženske, razumeš, sam imajo pol, veš, močnejše ličnice, pa tako pa take noge nabildane, pa hodil 5 krat. A ste šlatali? Ne. Te kdo posilil? Ja. Iz cirkusa v Domžalah je v nedeljo pobegnil slon, ki je takole pustošil po tamkajšnjem skate parku, če se mu je utrgalo. Slon v skate parku, recimo to je novica. Spadaj! Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V jutrišnji švic mikrofona prihaja ljubljanska skupina Grimski. Vabljeni. Grimski. Pomir se, no. Vabljeni kakšno minuto pred 20. uro v studio 141 na Poljanski 6. Tlele, zraven. Ne, ali tam. Ne, če ni tam. Še vreme. Ej, Đuro je nategnil državo, to ti še moram povedati. To za vreme spada ali pod... Ja, ampak kdaj pa bomo to povedali? Ti moram razložiti. Đuro, ne? Veš, kdo je Đuro? Ja. No, itak, da veš, kdo je Đuro. Đuro je, kar eno imaginarno firmo je naredil, ne? Kao, ampak to jaz nič ne vem, to so neke insinuacije in to je treba vse še potrditi, ampak obstajajo domneve in obstajajo neki dokazi, pojma nimam. No, in je on tako eno firmo naredil, eno od njih, ne vem, kako se jim reče, paper firm, ne vem, kaj je to, in to pol neki denar se je prav in sploh ni obstajala ta firma in on je kao, ne, pač nek ta cash se je uprav in to neki 170.000 evrov ali koliko. Se vse en koliko? 170.000? Ja, čim greš na 1000 si nategnil državo, jaz rečem. Aha, 999. Ja, nekaj takega. No, to je bilo to. Ne, še vreme. Mogoče bo šel rak so žvižgati. Ja, pa ne vem, mislim. Ok, še vreme. Od takrat, ko sem šel pa do zdaj je bilo plus 20, tukaj, ko sem šel bo minus 15, zdaj je 5,
Spravi, pomlad prihaja tehnično marce. Jaz ti ne verjamem, da si ti sploh kje bil. Ti si bil v Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile Vestina Vestir, najlepša hvala za pozornost in nasvidenje. Jaz sem tudi rekla, da sem bila v Mehiki, pa sploh nisem bila. Ti nisi imela barve, ko sem zdaj prišla. To je pa res, parasi.